predsednica, spoštovano predsedstvo, gospe in gospodje, dragi prijatelji v Novi Sloveniji. Dobrodošli na Vranskem na 7. kongresu Nove Slovenije. Skupaj s sodelavci smo pripravili vsebinsko bogat in tehnično odlično dovršen kongres stranke, ki prinaša nove kvalitete in postavlja našo stranko na še višji nivo delovanja. Upam in verjamem, da bo vse teklo tako, kot mora in boste ob koncu zadovoljni in obogateni odšli na svoje domove. Naj ob tej priložnosti povem, kot je že povedal predsedujoči, da se kongres prenaša v živo na spletni strani stranke in številnih medijskih spletnih straneh in nas lahko tako gleda celotna Slovenija. Kolegi mi sporočajo, da imamo konstantno 150 do 200 gledalcev, kar je lepa številka in jih lepo pozdravljamo z tega mesta. Prav tako so z nami številni obiskovalci kongresa, domačini in vsi ljudje dobre volje, ki želijo biti ta dan z nami. Dobrodošli vsi. Nova Slovenija je odprta stranka, ki se ne zapira sama vase in je blizu ljudem, blizu vsakemu posamezniku, ki mu je mar za prihodnost naše Slovenije. Letošnji kongres je kongres, ki prinaša prelomne trenutke v zgodovini naše stranke. Dragi prijatelji, pred nami so odločitve, ki bodo začrtale smer razvoja in delovanja stranke za prihodnje obdobje. Letošnji slogan kongresa, Krščanski demokrati, odgovor za prihodnost, pove bistvo vsebine tokratnega kongresa. Prvi del slogana je pravi jasno in odločno, Krščanski demokrati. S tem želimo okrepiti našo pozicijo na slovenskem političnem prostoru, na dobrih in prepoznavnih temeljih nekdanjih krščanskih demokratov, iz katere izhaja velika večina članstva naše stranke. Predvsem pa okrepiti zavest o krščanski demokraciji kot politični smeri, ki dela prave stvari o pravem času za dobro ljudi. Če pogledamo nazaj, lahko ugotovimo, da so bili prav krščanski demokrati tista opcija, ki je v marsikateri državi reševala gospodarsko, finančno ali politično krizo. Če pogledamo danes, lahko ponovno ugotovimo podobno sliko po Evropi. Zato nas opogumlja in daje novega elana močna zmaga nemških krščanskih demokratov, še posebej bavarskih krščanskih demokratov, ki že dolga desetletja izjemno uspešno vodijo deželo, ki lahko tudi rečemo gospodarski motor Evrope. In zakaj odgovor za prihodnost? Zato, ker ima krščanska demokracija odgovore in jasno politiko na vseh področjih, začenši z gospodarsko politiko, ki je utemeljena na socialno-tržnem gospodarstvu, socialno politiko, družinsko politiko, okoljsko in tako naprej. Prepričan sem, da moramo danes vsej slovenski javnosti sporočiti jasno. Krščanski demokrati smo rešitev za Slovenijo. Če na istih podlagah in istih konceptih naši prijatelji v Nemčiji, Španiji, Švedskem, Finskem, Irskem in še številnih drugih deželah dobro in učinkovito vodijo države in so več ali manj že išli iz gospodarske krize ali pa se ji celo izognili, potem je čas in priložnost, da slovenskim volivkam in volivcem pokažemo in dokažemo, kaj znamo in zmoremo. Nova Slovenija, krščanski demokrati. Krščanski demokrati imamo rešitve, ki so dobre za našo Slovenijo in so predvsem blizu ljudem. Dragi prijatelji, Nova Slovenija mora še posebej od danes naprej pogumno na pot v prihodnost. Ne glede na udarce, z leve ali desne, z jasno in samostojno neodvisno politiko. Smo edina stranka, ki ni obremenjena z raznimi aferami in nejasnimi zgodbami. Ne trgujemo zemljišči in si račune plačujemo sami. Nimamo stricev in ne sestričen iz ozadja. Najbrž smo edina stranka, ki ni nikomur nič dolžna. Če pogledamo v finančnem smislu poslovanja stranke, ne bankam, ne hranilnicam, ne svojim članom, ki so dali posojilo, smo stranka brez dolga. Edini dolg, ki ga imamo, je dolg do svojih članic in članov, simpatizerjev in prijateljev, volivk in volivcev. Da izvajamo program, ki smo si ga zastavili, in je dolg, da ukrepimo našo stranko in postanemo največji in najmočnejši. Hvala lepa.